mi smo nazaj in nisem sama, z menoj je torej zelo poznan slovenski pevec Dominik Kozarič. Pozdravljen. Živjo. Pozdravljeni. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem televizije Celje. Dominik, ti nisi prišel zdaj direktno iz Tenerifov, tam si bil, a ne? Ja. Ampak sedaj si pa nazaj tukaj pri nas v Domžalah. V Domžalah? Kje si rekel? Sem zdajle. A zdaj si v Celju, ja. Ok, tako da daleč nisi imel do tega intervjuja danes. Ne, nisem daleč. Zelo sem vesela, da si vzel čas. Ja, tudi jaz, hvala za povabilo. In zelo me zanima, ker jaz sem bila takrat še premala, ne? Ja. Da bi tebe lahko poklicala pa te vprašala neke zadeve. Zdaj pa sem malo zrasla, pa sem rekla, to so pesmi, ki sem jih jaz poslušala v otroštvu in me res zanima, kako so nastale. Ljubijo nežno. A si to ti sam napisal? Ja, Ljubijo nežno sem sam napisal, ja. Ja. In si tudi takrat nastopal sam, si organiziral videospot sam, ali si imel kakšno založbo? Ne, sem imel založbo, sam to je bilo tako, da se pravi, imaš založbo, ampak vse več ali manj sam organiziraš, kar se videospotov tiče pa tega materiala. In kako si... Kako je pa nastala pesem, punca me je pustila in ko sem se vozil domov, si želel dobro za njo? Mi je prišla ena taka melodija vesoljska v glavo in sem rekel, ljubijo nežno, ker sem si predstavljal, da zdaj bom imela pa drugega fanta, pa mene ne hotela več, ampak če ne bo lepo delo z nogam, pa kar po nosu. To pa je res tak izraz pristne ljubezni, če tudi ni s tabo, je pa vseeno želiš dobro. Absolutno. To me je tudi pri pesmi... In sem rekel, da če bo kdo kaj naredil, kaj slabega, ga bom kar zagrabil. A si bil tudi tak, si znal obraniti svojo ljubezen, si mogel kdaj uporabiti pesti? Sem kar znal. Tako da si bil na svojih nastopih takrat, kakšen tip bi pa bil, če ne bi znal zaščititi svoje ženske? Ja, to ti dam prav. Ampak veš, kaj se mi zdi, da tega danes več ni toliko. Kaj se vam je pa zgodil mladini? Sam še mobitele gledate? Ne vem, zato pa je tako, kak je, ja. Ne, jaz pa mislim, da danes, da so še fantje, ki tudi ščitijo svoje punce. Najverjetneje so, ja. Upamo, da so. Sigurno. Ampak takrat si imel veliko nastopov in takrat si bil potem tudi sam svoj bodyguard, si tudi sebe mogel kdaj obraniti? V bistvu ne, ni bilo. Ne spomnim se, da bi bili kakšni problemi kdaj. Večinoma so bile bolj ženske v prvih vrstah, od katerih se verjetno nisi branil, ne? Ja, absolutno. In potem v bistvu je prišla pesem Reka luči. Reka luči je bila pred Ljubijo nežno. Pred Ljubijo nežno. Ja, najprej je bila Reka luči, pol je bila pa Ljubijo nežno, je bila pa 2 leti za Reko luči. To je bil celoten album? Ja, seveda, ja. In v kakem časovnem obdobju je nastal album? Ja, vsako leto sem izdal en nov album. Tako se je včasih delalo. Ja, na albumu pa je bilo koliko pesmi? Na albumu je bilo 10 pesmi. In vsako leto 10 pesmi? In vsako leto 10 pesmi, ja. Koliko albumov imaš za sabo? 6? 6. Ja, potem sem šel pa v Španijo, oziroma v Afriko, oziroma na Tenerife. Geografsko je to Afrika. Tisti, ki poznajo, ki vejo, kje je Tenerife, vedo, da je locirana, se pravi, zahodno od afriške obale, pravzaprav 150 km do Sahare, do Maroka. Spada pa pod Evropsko unijo, ker je španska kolonija. Zakaj pa ravno Tenerife? Ja, zato, ker je lepo. Zato, ker je skozi sonce. Zato, ker je skozi poletje. Pa to si šel najprej tak na dopust? Ja, enkrat sem šel na dopust, ja. In pa si rekel, tu je pa tako lepo, da jaz več ne bom šel domov. No, recimo, približno tako. Ni bilo čistko, ampak recimo, da je bilo tako. A se je tam ponudila kakšna poslovna priložnost, malo boljša, tako kot glasbenik? Ja, no, mislim, tam je stalno poletje, v bistvu, ja. Oziroma ni zime, ni jeseni, ampak je samo poletje pa pomlad. In obožujem morje, rad se potapljam,
Sem rekel, zakaj pa ne? Življenje na plaži. Kaj so pa tukaj rekli oboževalci v Sloveniji? Nič niso rekli. Takrat, če ni bilo toliko družabnih omrežij, da bi lahko kar tako pisali, ne? Takrat pa res ni bilo tega, ja. Tako da, mogoče so na veliko žalovali, pa sploh ne veš. Ja. Ja, no. So hteli poslati kakšno pismo, pa niso vedeli kam. Možno, ja. Koliko let si bil na Tenerifi? 18. 18. Kaj pa te zdaj? Na Tenerifu učiti. Na Tenerifu. Ne mi zameriti. Ja, hvala. Ja, ljudje pravijo na Tenerifih, ne. Tenerife je en otok, ne. Ime Tenerifa je Tenerife, ne. Se pravi, greš na Tenerife, ampak to ne pomeni, da greš na Tenerife v množini, ampak ne, greš na Tenerife, na en otok. Bil sem na Tenerifu, ne. Tako, razumem. Ja. Vidiš, smo se nekaj novega naučili, vsaj jaz. Hvala lepa. To je en izmed otokov, en izmed kanarskih otokov, no. To je Kanarsko otočje. In kaj te je zdaj pripeljalo nazaj? Je bilo dovolj poletja, bi tudi malo zime, malo mraza? Ja, zdaj mora biti pa malo borbe. A, tako. Ja. In videla sem, da si, takoj ko si se vrnil, tudi že pristopil k novim glasbenim projektom. Ja. Videla sem priredbo pesmi Ljubijo nežno z Žanom Serčičem v duetu. Ja. Tako da je zelo zanimivo, zelo lepo, mislim, glas pa je isti, kot je bil takrat. Najlepša hvala. Delaš kakšne vaje? Ne. Samo prepevaš? Ne, se lažem. Delam vaje, seveda delam vaje. Skozi delam vaje. Ja. Ravno prej sva z gostjo Anjo govorili o tem, tudi sama poučuje petje, ampak tudi sama ima še vedno profesorico. A res? Ja. A imaš ti tudi kakega profesora ali koga, ki te motivira, da delaš vaje, ali si sam sebi? Jaz sem kar sam sebi. In potem imaš take vaje, ki ti najbolj ustrezajo, ali pogledaš daj tudi kaj na YouTubeu, kaj novega? Ne, v bistvu ne. Nisem niti vprašala, v bistvu, kak si sploh začel z glasbeno kariero, če si že od malega bil, si iz glasbene družine mogoče, ali je to bilo tako? Ja, oče špila trobento, ja. Ja, v bistvu sem že od malega, tako malo sem, no, jaz sem v bistvu odraščal v Kanadi, ja. In tam se je vrtela taka glasba, ki se v Jugoslaviji takrat še ni vrtela verjetno, ne. Vsaj ne, da bi jaz vedel. Se pravi, jaz sem odraščal ob glasbi, kot je Tom Jones, kot je Elvis Presley, kot je, ne vem, če poznaš, če se kdaj slišala, The Monkees. The Monkees, to so bili ena taka kopija Beatlov, no? Ampak zelo popularni, ne, v Ameriki pa v Kanadi sploh, ne. So imeli svoje šove. In jaz sem v glavnem, sem imel eno majhno kitaro in sem to skozi oponašal in ja, to so bili največji, kako bi rekel, največje veselje. Ja. Tako da si v bistvu sam uk, ali je bila glasbena šola tudi? Bilo je, pol kasneje je bila tudi glasbena šola, ja. Ampak drugače sem uk, ja. In kitaro še zdaj rad igraš? Seveda. Sem pa videla tudi, da igraš... Ukulele. Ukulele, ja. Ja, ukulele, ja. Mislim, če znaš igrati kitaro, znaš avtomatsko tudi ukulele in obratno? Ne, avtomatsko ne. Ampak če znaš kitaro igrati, se lahko zelo hitro ukulele naučiš, ni tak problem, ne. Eno vprašanje za mene, recimo. Kitare se nisem mogla naučiti igrati, ker potem bi mogla postričiti nohte in pa tudi nisem mogla tako raztegniti prstov, da bi dosegla vse te akorde. A bi mi ukulele bil boljši? Ja, spet bi mogla postričiti nohte. A to spet? Ja. Ok, bom se držala jaz spet, ja. Povej, če lahko vprašam, če ni skrivnost. Povej. Kakšni so plani za naprej? Kar se tiče glasbe. Jaz si še zdaj tukaj, kako bi rekla, na počitnikovanju, si še v tem stanju, da še malo srkaš v sebe, vse lepote, vse, kar si zamudil ta leta na Tenerifu, ali si se že podal k novim projektom? Ne, se pravim, sem se že podal v nove borbe. Ja, tako da nova glasba bo, zdaj bo v kratkem nov komad zunaj, z naslovom Še sanja se ti ne. Še sanja se ti ne. Zanimivo. Kaj čakate? Imamo že kak datum? Ne, datuma fiksnega ne morem jaz določiti, ker je to tudi odvisno od celotne ekipe, se pravi, in tudi od televizij, od medijev pa tako naprej. Nimamo še točnega datuma, kdaj bo zunaj, ampak ta mesec pa bo to, no.
v tem mesecu. Ja. Super. Ja. Tako da mogoče se še kaj vidimo, če me boste hoteli še Ja, kdaj seveda, povabiti. absolutno. Ja. Če bomo med prvimi, še toliko bolje. Se boš tega lotil tako, kot si se do zdaj, kot avtor besedil, melodije, ali si to prepustil komu drugemu? Ne bom kar sam. Ja. In je tudi prišla ideja za to, še sanja se ti ne, med vožnjo. Aha, tudi, ja. A tako da ti v bistvu med vožnjo dobivaš vizije in ideje? Ja. Ok, in potem daš radio na tiho in imaš svojo melodijo, pa sam še napišeš lepo. Tako nekako, ja. Se pravijo, da najboljše ideje so tiste spontane, ne? Ker zdaj, če bi se nekje vsedel in si rekel, zdaj bom pa napisal hit, pa lahko kar dolgo sediš. Ne moreš reči, zdaj bom pa, ok, eni tudi rečejo, zdaj bom pa napisal hit. No, jaz na to glih ne gledam tako, jaz bolj gledam na to, da zdaj bom pa, imam idejo za eno lepo pesem, za en lep komad, lep, to jaz pač tako rečem, lep. Enim je lahko nekaj lepo, drugim je to isto lepo, lahko grdo, drugim je tist, kar je enim grdo, oziroma kar je enim lepo, je drugim grdo in tako da lepo pa grdo, nima nobene veze. Ampak bom naredil en komad, ki mi je pri srcu, oziroma izliješ svoja čustva. Tako da lahko spet predvidevam, da gre tudi za romantično pesem, balado. Itak sem pa romantik po duši? Po genetiki. Aha, po genetiki, ok. Ja, to, ko si prej omenil, da enim je lepo grdo, enim je grdo lepo. Ja, recimo, ne. Jaz sem pa prebrala nekje stavek, da v bistvu ni važno, ali lepo ali grdo, važno je, da nekaj spodbudi v tebi. Seveda. Ne, da nekaj začutiš ob tem. Če ponavadi recimo je tist, kar nekaj začutiš, če nekaj vzpodbudi v tebi negativnega, pa ti je grdo, recimo, če nekaj pozitivnega, potem ti je avtomatično tudi lepo, tako da so pa okusi različni, eni so pa tudi taki, ki trdijo, da lepo pa grdo sploh ne obstaja. Razumem. Razumeš? Zanima me še, kako potem, ko napišeš besedilo, potem imaš tudi idejo, kako bi predstavil to v spotu, ali idejo o tem, kako bi pa izgledal video izdelek, pa prepustiš komu drugemu? Ja, to je tako. Zdaj, če moram jaz spot plačati, če ga moram jaz financirati, potem je tako, kot jaz rečem. Če ga pa nekdo drug financira, potem je pa lahko tako, kot drugi rečejo. Z mojimi pripombami, seveda. Ja, razumem. Te spote, ki smo ga videli, ljubijo nežno in pogledali si bomo še Reka luči, to je bila tvoja ideja? Ne. V bistvu Reko luči je delal Izidor Farič iz kako se jim že reče, produkcija Kregar iz Ljubljane, pa tudi ljubijo nežno je delal on. In to sem kar njemu prepustil, ker je on Reko luči naredil, sem rekel, Izidor Farič je res odličen snemalec, odlično je naredil Reko luči, sem rekel, tle se pa res nimam kaj mešati, ker vem, da karkoli bo naredil, dobro naredi. Pa ste še zdaj ostali v stikih? V bistvu ne, ker sem šel iz Slovenije, Ampak zagotovo pa se ti je javilo kar nekaj glasbenih kolegov in prijateljev, ko so videli novico, da si tukaj, ne? Ja, seveda, to pa je. Super. Mogoče sam še podatek, kdo bo pristojen za nov videospot? Kdo bo pristojen? Oziroma, s kom boš sodeloval? To pa zaenkrat še ne moram odkriti. Razumem. Jaz mislim, da sem izvlekla kar nekaj dobrih informacij za naše gledalce, tako da se veselimo, da bo ta mesec najnovejši videospot Dominika Kozariča. Pač jaz sem zelo vesela, moram reči. Hvala. Če sem še kaj takega pozabila vprašati, ali je kak tak dogodek, ki bi ga rad poudaril? Ja, moram pa reči, da sem pa prav presenečen nad Celjem, ker jaz v Celju nisem bil 25 let. Po 25 letih sem prvič v Celju. In se je spremenil,
Ne bom sicer rekel, da na boljš ali pa na slabš, ne, ampak je pa kar nekaj bilo novega zgrajenega, ne. A ne da? Meni je bil Celje itak zmer fantastičen, fenomenalno mesto, zelo lepo. In upam, da bom prišel kaj kmalu spet v Celje. Ja, tudi mi. Ja. Pa da bomo mogoče kakšen špil naredili tlele v kakšnem, a tle so kakšni taki placi, se kaj igra? Jaz mislim, da se najde. Pa to? Vse? Ja. Okay, zdaj sploh po tem intervjuju, jaz mislim, da bi mogle pas neke dobre ponudbe. Ja. Sploh, če je še ta mesec tudi nova pesem, ne? Ja. Tako da, ja, zdaj, če sem jaz nek gostinec, če imam nek fajn plac, jaz bi to izkoristila, ne? Ti si kar aktiven na družabnih omrežjih, ampak imaš pa tudi seveda svojo menedžerko. Ja. Tako da na koga se lahko obrnejo za booking nastopov? Lahko name, sicer pa na menedžerko. Tako, to pa je? To pa je, kaj? Menedžerka? Kaj, ime pa priim? Tako. Ja, vse, a jo bo iskal po imeniku? A kar telefonsko povem? Kaj pa vem, kaj je najboljše? V glavnem, jaz mislim, da se bodo znajdli. Ja. Če bodo želeli, se bojo, seveda. Če nič drugače, ne, me najdejo na Facebooku, ne, ali pa na Instagramu, tako da me lahko kontaktirajo, potem jim pa jaz posredujem od moje menedžerke kontakt. Enostavno kot pasulj. Tako, vidiš, mi mladi bi pač nekaj komplicirali, ne? Ja. Ampak to se da... Kdo pa je tvoj menedžer? Jaz pa ga v bistvu nimam. A je nimaš? Ne. A ja, okej. Še. Ne še. Mogoče. Nikoli ne veš. Ja, jaz se ti lepo zahvaljujem za današnji intervju. Upam, da ti je bilo všeč, tudi tukaj, ne samo Celje kot mesto. Super mi je bilo, ampak tle imate ful vroče, ne? Res je. Se bomo zdaj malo prezračili, da se bo zrak zaokrožil. Bo pa to fajn po zimi, veš? To pa res je. Da se prišpara na kurjavi. Ja, hvala lepa še enkrat za obisk. Najlepša hvala tudi tebi, Nuška. Lep pozdrav sem gledalkam in gledalcem televizije Celje. Se vidimo. Tako, do takrat, do izida nove pesmi, pa prisluhnite in zavrtište še kaj na YouTubeu, kar je že od Dominika Kozariča, med drugim tudi Reka luči.